Bog, to bo objavljeno v kakšni novici nekje. Moji pogovori z Mackenzie. Ekskluzivni telefonski klici iz zapora razkrivajo najbližjo zaupnico Mackenzie Sherilla, njeno mamo. Prosim, poskrbi, da dobiš moje stvari in vse to, ker nočem, da bi spregledali moje diamantne uhane. Od diamantnih uhanov do nadzora škode pogovori nakazujejo, da mati in hči delata nadure, da bi oblikovali, kako svet vidi obsojeno morilko. Moram govoriti v šifrah in ne smeš vprašati, zakaj. Samo poslušati me moraš. Dobrodošli v Crime Fix. Sem Anjanita Levy. Mackenzie Sherilla ni sramežljiva, nikoli ni bila, niti preden so jo obtožili umora njenega fanta, Dominika Russa, in njegovega prijatelja, Daviona Flanagana, v tisti grozljivi nesreči julija 2022. Kot verjetno že veste, je Mackenzie vozila in bila skoraj ubita, a je preživela. Mackenzien fant, Dominic Russo, in njegov prijatelj Davion sta umrla. Oba mlada moška sta imela celo življenje pred seboj. Tožilci so na sojenju trdili, da je Mackenzie tistega jutra pohodila plin do konca in namerno zapeljala avto v zid s hitrostjo 100 milj na uro. Ko si je Mackenzie opomogla, je država trdila, da ni žalovala. Hodila je na koncerte in pozirala na družbenih omrežjih. Želela je postati manekenka in usodna nesreča, je trdila Mackenzie, je bila nesreča, ki jo je povzročilo zdravstveno stanje, imenovano POTS, ne pa umor. Toda med sojenjem niso bili predstavljeni nobeni zdravniški strokovnjaki ali zapisi, ki bi to trditev dokazali. Sodnika Russo je Mackenzie Sherilla spoznala za krivo umora in drugih obtožb, ter jo označila za pekel na kolesih. Primer pa ponovno dobiva pozornost zaradi Netflixovega dokumentarca Trčenje. Objavljeni so bili stotine zapisov, vključno z nedatiranimi telefonskimi klici iz zapora med Mackenzie in njeno mamo Natalijo Sherilla. Na začetku vsakega klica so udeleženci obveščeni, da se klic snema. Pozdravljeni, to je predplačniški, zaračunani klic zaprte osebe iz popravnega centra okrožja Cuyahoga. Ta klic ni zaseben, klic bo posnet in morda nadzorovan. Če menite, da bi moral biti ta klic zaseben, prekinite povezavo in sledite navodilom ustanove, da registrirate to številko kot zasebno številko za sprejemanje stroškov in hvala, ker uporabljate Securas. Zdaj lahko začnete pogovor. Družina Sherilla se boleče zaveda, da so snemani in zdi se, da poskušajo ustvariti pripoved o tem, kaj se je tisto noč zgodilo. Ne vem, kako si preživel tisto nesrečo, Colton. Tako mi je žal, res. Sploh se ne spomnim, da bi bila prisebna, ko so govorili, da sem odgovarjala na vprašanja. Tega se ne spomnim, prav. Ne spomnim se nobene bolečine zaradi nesreče. Ne spomnim se, da bi... Kako si sploh pristala v tej nesreči? Kako si sploh prišla do tega? Ne razumem, sploh ne morem razmišljati o tem. Bila sem, kot da bi bila zložena. Ja? In tudi meni nima smisla. Kot da počutim se, kot da, ne vem... Vem, o tem ne morem razmišljati. Želim si, da bi me tukaj hipnotizirali, da bi se spomnila. Tuče. Tako zelo si želim, da bi se spomnila. Skoraj se mi zdi, kot da je bilo, ne vem. Ne bom rekla, kaj se je zgodilo kot moja stvar. Mislim, da vem, kot da čutim vem, kaj se je zgodilo, ampak ne vem. Seveda, ampak lahko bi se motila. Milijon stvari. Zdi se mi, kot da je bil to še en primer, ko je dom počel tisto, kar je vedno počel v avtu. Prav, tako se vsi nekako počutijo. Ampak ne vem, če je to sploh res, ker zakaj bi to naredil, če je bil Davion v avtu? Ker je take stvari počel tudi, ko so bili drugi ljudje v avtu. Se spomniš, to je počel tudi, ko je bila Kendra v avtu. Ja. Vpil je name, ker sem polila vino. In ni hotel, da bi mu avto zagorel, jaz pa sem poskušala pobrati vino. In ona je bila v avtu. In potem je res hitro vozil, da bi nas prestrašil. Kendra bi morala nekaj reči. Morali bi prositi Kendro naj kaj reče, kot na primer človek. Nažalost, ti klici niso datirani, vendar prihajajo iz popravnega centra okrožja Cuyahoga. Klici med Mackenzie in predvsem njeno mamo, Natalie, so bili posneti nekje v letu 2023. Slišali boste, kako Mackenziena mama omenja Jima. Zdi se, da je to bil Mackenzien odvetnik v tistem času, James McDonald. Vsi se zdijo zelo prijazni. Ljudje po telefonu se vsi zdijo zelo prijazni. In tudi jaz moram govoriti o šifrah. In ne smeš me vprašati, zakaj. Samo poslušati me moraš. Fredo. Ne bo nesramna do Jima. Fredo.
Prav. In to je vse, kar bom rekla, ker ima dobro srce in je zelo dober v tem, kar počne. V redu. To je vse, kar potrebuješ, prav? Lahko se strinjava, da se ne strinjava, ampak do njega ne bom nesramna. Tako, izvoli. In potem, če bova lahko govorili osebno, bom povedala še malo več o tem. Ampak v redu. V istem telefonskem pogovoru pride na vrsto tema strategije za sojenje in moških, ki pišejo Mackenzie, potem ko se Mackenzie in njena mama skupaj nasmejita. Hello? Hej, Si videla moje sporočilo sinoči? ja kakva je bilo to? Si poskušala na hitro poklicati? Ja. To je bilo tako prisrčno. Vedela sem, hotela sem ti poslati sporočilo, da poskušaš na hitro poklicati in reči lahko noč, ampak potem sem videla tvoje sporočilo. Kaj? Kaj sem ti hotela povedati? Ati me sprašuje nekaj, kar me je vprašal Jim, ampak je tako. O, bog. Ne, nič ne reci po telefonu. Ne. Kot sem rekla glede resnice. Vprašal me je, če me je vprašal o sojenju s poroto ali ne. Ne odgovarjaj na to vprašanje. V redu. Kdaj je to poslal? Sinoči. V redu. Veš, o kateri uri? Ni? V redu. Sam ne odgovarjaj na to, samo odgovori nazaj. Veš, samo reci dobro jutro, draga. To je vse. Rekla sem, kje je moja slika, o bog. Si videla moje sporočilo o tistem drugem tipu, Ja, kako si to izvedela? ker mi je on povedal. Rekel je. Si v redu? V redu, rekel je. Si v redu s tem, da imam 43 let? Delam kot vodja proizvodnje v podjetju za sodne prepise. Kaj je to? Ne vem, ampak Kenzi, veš, to je svetovna novica, kaj ne? Ja, Ne govori z nikomer. ne govori z menoj. Ne veš? Ne. In mu nisem odgovorila. O moj bog, počakaj. Naj to vržem stran. To je najbolj ogabno do zdaj. Počakaj. V redu. Ja, ne? In potem je še enkrat poslal sporočilo in rekel, če želiš govoriti, in mi dal svojo številko. In mi povedal svoj urnik. In potem mi je spet poslal sporočilo. Ker mu ne odgovarjam. Prav. In rekel je, upam, da boš lahko kaj spala. Pokliči me jutri, če želiš. Od 8:30 do 15:00 sem običajno na voljo. Tukaj sem zate. In potem je samo napisal, kako si? Kaj? Samo ne. Ne govori z nikomer, ki ga ne poznaš. V redu. Mislila sem, da bi to lahko bilo samo kak zabaven človek. O moj bog, nehaj. Že govorim s Kevinom Zimmermanom. On kliče. No, vseeno mu tudi ti ničesar ne povej, ker ne vemo, kdo je. Tudi on bi lahko bil to. Mackenzie Gina mama se pogovarja tudi o tem, da bi ji poslala knjige. Pravi, da traja res dolgo, da knjige prispejo. In omenja eno, ki jo je napisala žrtev ugrabitve, Michelle Knight. Michelle Knight je bila dejansko več let skupaj z drugimi ženskami zaprta v hiši v Clevelandu. In zdi se, kot da dejansko primerja Mackenzie z Michelle. Ker je bila Michelle Knight ujeta, 20 let? 15, 20 let, napačne stvari so se ji dogajale. In ona je v redu. Ne samo to, ampak uporablja to, kar se ji je zgodilo, da pomaga tudi drugim ljudem. To je, veš, povedala mu bom, da bom to dobila. To knjigo bom prebrala potem, ko preberem svojo drugo knjigo. Želim si, da bi lahko, ampak tako dolgo traja, da knjige prispejo, želim si, da bi vedela, kaj se bo zgodilo naslednji teden. O moj bog, morala bi se pogovoriti s sabo na samem. Nekaj stvari se objavlja na spletu, ne boš mogla verjeti. Zakaj mi ne moreš povedati? Zato, ker preprosto ne morem. Objavljeno je bilo na spletu. Nekaj. Nekateri ljudje komentirajo in podobno in stvari si jih moramo preveriti in tako naprej. To je noro. Ampak ne, moj point je, se veš. So ti že rekli, da moraš iti nazaj? Ne. Dobro, mi. Zgodba. No, želim vedeti. Počakaj.
Ena gospa je delila tvojo zgodbo in je rekla, da ne razume, kako je bilo to namerno. Njena odvetnica je rekla, da se ne spomni. Kako greš v zapor za vse življenje, pa se nečesa sploh ne spomniš? Mora biti še kaj več v ozadju. Vesela sem, da ljudje vidijo. Ja. Ja. Torej, moj oče bi me lahko ubil. Počakaj, ali to govorijo naključni ljudje? Ali pa, ja, ne, teh ljudi ne poznam. Ne poznamo nobenega od teh ljudi. In ena je iz Mississippija. Veš, ona, jasno, je ne poznamo. Ljudje lahko vidijo. So ovce, ki verjamejo vse, kar preberejo ali slišijo na družbenih omrežjih. In potem so pametnejši ljudje, ki vedo bolje. Zato sovražim internet. Sovražim družbena omrežja. Nevedni ljudje. V drugem klicu Mackenzie Shirilla dejansko bere iz Svetega pisma. Obstajajo verziji, ki z njo deli ženska po imenu gospodična Lisa. Toda potem se tema pogovora zelo nenadoma spremeni. Tako da zdaj dva. Lepo. Ja, dobro jutro, Kenzie. Danes zjutraj berem Božje besede. Ker še nimaš Svetega pisma, ti bom prebrala nekaj iz Izaija 40. Kaj? Kdo je to? Gospa Liza, Piše. ali še nikoli nisi slišala, ali še nikoli nisi razumela? Gospod je večni Bog, stvarnik vse zemlje. Nikoli ne postane šibek ali utrujen. Nihče ne more izmeriti globine njegovega razumevanja. Šibkim daje moč in nemočnim daje moč. Tudi mladeniči postanejo šibki in utrujeni in mladi možje omagajo. Toda tisti, ki zaupajo Gospodu, bodo našli novo moč. Povzdignili se bodo na krilih kakor orli. Tekli bodo in se ne bodo utrudili. Hodili bodo in ne bodo omagali. In potem še eden. To je Izaija 40 poglavje od 28 do 31 vrstice. In potem je rekla, Ta odlomek sem prebrala 100-krat v zadnjih 30 letih in mi nikoli ne postane dolgočasen. Vsakič mi prinese upanje. Molim, da bo enako tudi pri tebi. Zapomni si, vedno boš čutil Božjo prisotnost. Vera ni občutek, je izbira volje. Včasih molim ali berem Sveto pismo in imam občutek, da mi nič ne ostane v glavi, a sem se skozi leta naučila, da moram ustrajati. In vprašala bom gospo Peggy, kako ti lahko priskrbimo nekaj knjig in Sveto pismo. Vsak dan molim zate. ja, Obožujem gospo Liso. tudi. Dogaja se velika krivica in nikoli ne bomo odnehali. Ja, čudno je, ampak želim, da govori z novinarji. Koliko skiteljcev sem ti prinesla? EVA? V redu. Nisem vedela, pri katerih stvareh naj pretiravam in pri katerih ne, dokler nisem dobila odgovora od tebe. Si ujela to? Mackenzie se je neopazno vključila v pogovor. Želim, da govoriš z novinarji. In potem njena mama hitro spremeni temo na to, koliko skiteljcev je dobila v svoji kantini. Skozi celotne klice se zdi, da so Shirilovi zelo zainteresirani za medijsko poročanje in zgodbo, ki se vrti okoli nesreče. Naslednji klic je očitno iz zgodnejšega obdobja Mackenzienega bivanja v zaporu, ko je prvič prišla iz prevzgojnega doma za mladoletnike. Hello? Hej. Umiti si lase. Jej, kakšen je občutek? Kaž? Nisi na Facebooku, kaj ne? Kaž? Samo preverjam. Zakaj? Zakaj mu ni dovoljeno biti na Facebooku? Ker nima samo kontrole. Torej, si v redu, si umila lase, to je prijeten občutek. Kaj pa lasišče in čelo? Je tudi to prijeten občutek? Ja, ampak potrebujem krtačo. Poskušam dobiti krtačo. Ni bilo krtače, ki bi jo lahko kupila. Kako dobiš krtačo? Ne, nočem kupiti krtače, dokler ne vem, da bom tukaj dolgo. Ampak nekaj deklet ima krtače. Vedo. Ne vem pa, kje je. Ravno bom pogledala skozi njeno okno. Ona je prijazna, mične de, spi. Vedo. Ampak ja, res ga potrebujem. Vem, želim si, da bi ga imela. Mislim, kaj pa, če ne boš tam dolgo časa? Še vedno ga imaš, kaj ne? Koga briga, če ne boš tam dolgo časa? Vzemi si krtačo. No, zdaj je že prepozno. Torej, ja. Ne vem, kdo je dobil krtačo.
Izgleda tukaj nima krtače. Samo ena oseba ima krtačo. 2 osebi. In obe odideta. Lahko greš prsti skozi. Vem, želim vzeti svoj endoskop. Trenutno Mackenzie ne ve, kako dolgo bo ostala v zaporu. In omenja, kako je njena mama prišla do mačk. Vidiš, kaj sem ti prenesla? Si dala v cimet za toast. Prav sem nazaj. Redo. Slišala sem mačko. Tam je v redu. Pogrešam jo. Tudi ona te pogreša. Jaz in dom so pravkar posvojila mačke, zdaj ko noben od naju ni sam, da bi skrbela za mačke. Prav, v redu. V redu je. Vse je v redu. Začasno bom poskrbela za te otroke. To mame počnejo, zato sem babica teh mačk. To pač počnemo. Mačke pripadajo Mackenzie in Dominiku, zdaj pa jih ima njena mama. Potem ji mama da nekakšen spodbuden govor in Natalie Scarilla ima nekaj izbranih besed za tiste, ki mislijo, da je Mackenzie kriva. Draga, vsi vedo. Prav? Ja. Zato ne razmišljaj o tem. Ljudje, ki te poznajo, vejo, da je to neumno. Ljudje, ki te ne poznajo, so nevedni in govorijo neumnosti. Torej, to je samo to. Stress no. Vem, da je. To je pač narobe. Ampak ne vem. Ampak to je v redu, to je v redu. Mi bomo vztrajali in se borili. Medtem ko si tam, pojdi v šolo. Prav. Naredi, kar moraš narediti. Veš, morda bi morala iti na pravno fakulteto in popraviti sistem, ker kaj za vraga je tole? Ampak nočem delati matematike in takih stvari. Mislim, da to ni povezano s tem, kar bi jaz počela. Ampak ne vem, če si res želim vzeti čas za to, ker je veliko dela. Ja. Ampak imaš čas. Kaj ne? In si izjemna v prepiranju. Veš, Kanica, ker temeljiš na dejstvih, ljudem poveš, kako je in ne odnehaš. Ljudje to potrebujejo. Poglej, kako braniš ljudi, ki so jim storili krivico, Kenzie. Potrebujejo te. Samo še vedno poskušam ugotoviti, zakaj bi sodnik to naredil. Res sem tako zmedena, res ne razumem. Vem, ne bi smeli tako govoriti po telefonu, tudi jaz ne vem. In moram ti še nekaj povedati, ampak ti tega zdaj ne morem povedati. Kako naj bi, pravkar sem, ali ti je Jim povedal, kaj se je zgodilo pred obravnavo, preden sem šla v sodno dvorano? V redu, potem ja, bova govorili o tem, ker nimam pojma, kaj za vrage bo to. Mackenzie očitno namiguje svoji mami, da se je v drugi sodni dvorani zgodilo nekaj neprimernega. Potem jasno pove, da noče iti na izrek svoje kazni. Kot da nočem, skoraj bom rekla, da nočem iti na sodišče, nekaj takega. Ali naj preprosto grem na sodišče, kot da bi rekla, draga. Nimaš izbire. Kaj sploh je smisel imeti datum obravnave? Ne razumem. Sej me samo zajebavajo. Kaj sploh je smisel iti? Točno to, mislim. Celoten postopek je tako smešen. Nima več smisla sploh imeti sodišča. Samo povejte mi, kakšna bo kazen, da se lahko pritožimo? Ker mora biti iz tega tak cirkus. Kar je tako narobe. Ja, zdi se mi, da se na obeh straneh dogajajo čudne stvari. Počutim se nelagodno. Jaz, pozdravljeni. Ne. Samo prebroditi moramo. Preživeti te dni. Hej. V istem klicu Mackenzie podvomi o zvestobi ene od svojih prijateljic do nje. Saj je Mackenzie, noro te ima rada. In ne pozabi, bila je veš na tvojem seznamu prič.
Zavezam se, to ne pomeni ničesar. Ne, ona te ima rada, mislim, da čuti, da ima čudne občutke. Rekla sem že prej, rekla je, ne, prosim, pokliči jo. Tako zelo jo imam rada in brez nje je vse neznosno. Vsak dan mislim na njo. Ampak to je vse, kar reče vsakič. To mi je čudno. Počutim se čudno. Samo sprašujem se, zakaj si izbrisala vse o meni z Instagrama? Prosim, odgovori, prav? Ne razumem, zakaj se druži z ljudmi, ki so res čudni. Zadnji je videti kot zadnji. Odgovorila je samo: slišala sem, da si se družila z ljudmi, ki so veseli, da sem tukaj noter. Je to res? Nisem, ampak je niti nočem poklicati in zapravljati časa z njo. Kot da ne obtožuj, jaz jo pa popolnoma obtožujem. Ni mi mar. Že sem povedala, moji ljudje ne bi lagali. Najprej to sploh ni res. Najprej se pogovori s Fejt, da vidiš, kakšen je bil pogovor, potem pa vprašaj še njo. Ob 10:30 se bom pogovorila s Fejt. Takrat bom vedela, ampak ona me res čudno spravlja. Prav, ampak nihče ne mara, da ga obtožujejo stvari, ki jih ni naredil, kaj ne? Ne moreš objaviti mojega obraza in reči, ona je prosta. Objavila je tvoj rojstni dan, se spomniš? Vem, sam pravim, če ne moreš objaviti pa reči, osvobodite Kenzie, ona je nedolžna, to je noro, ona je taka. Kaj za vraga si ti? To je čudno, tam vse to je naredila. Če ne bi objavila osvobodite mene in če bi bila moja prijateljica v zaporu, bi objavljala vsak dan. Osvobodite svobodo. V redu, ampak objavila je na tvoj rojstni dan, se spomniš? V redu. Nisem videla, da bi kdo drug to naredil, razen tiste Rozi, Mina ali kakorkoli že. To je bilo v redu. Zato se samo ustavi in jo vprašaj. Se družiš z njim? Slišala sem, da se družiš z njim. Ona ni, vesela je, da sem tukaj. Se še vedno družiš z njo? Ne obtožuj, vprašaj. In objavila je na tvoj rojstni dan, prav? Vem, da te boli. Imamo še 1 minuto. Najprej vprašaj. Ti je všeč, da te obtožujejo nečesa, česar nisi naredila? Ne, imam grozen občutek. Ja, imaš ga. Ne delaj tega. Uči se iz tega, kar se ti dogaja in potem tudi ti tako ravnaj z ljudmi. Boli, grozno je, ko te obtožijo nečesa, česar nisi naredila. Najprej vprašaj, potem pa jim moraš verjeti. Naslednji pogovor med Mackenzie in njeno mamo Natalijo se zgodi tik pred izrekom kazni, ko se pogovarjata o tem, da gre Mackenzie v zapor. Sinoči sem govorila s Fejt, samo želela je preveriti, če si v redu. In ko sem ji povedala, da so te premestili, je prvo, kar je vprašala, bilo, ali ima okno. Rekla sem, ne, ampak je v redu, imam okno. Ne moreš videti ven, tudi zelo mehno je pač drugače, ker sem na najvišji varnosti. To je tako resno, trenutno sem na najvišji varnosti. Ja, s takšnimi obtožbami verjetno res, ampak to je noro. Samo poskušam pojesti čmrlja, Mimzi, ja. To je moja skrb glede Maryville. Vsa ta stvar z najvišjo varnostjo je preprosto nora, Kenzie. Res je noro, kot maksimum. Kaj? Gospa Lisa je rekla, samo kratko sporočilo, da veš, da sem tvoji mami danes zjutraj poslala sporočilo. Kadarkoli bo pripravljena in bo potrebovala varen prostor za pogovor, sem ji rekla, da bi jo z veseljem peljala na kavo. Kako si? Mislila sem, da bi se morala pripraviti na nekaj težkih dni, ki prihajajo. Verjetno se niti ne zavedaš, kako stresna sta sojenje, razsodba in izrek kazni za tvoje misli, telo in dušo. Stres se bo pokazal na nenavadne načine, kot so telesna bolečina, prebavne težave, utrujenost, depresija. Samo vedi, da se to lahko zgodi in prepoznaj, kaj je. Minilo bo. Veliko molim zate. Ja? Rekla je, komaj čakam, da gre z mojo mamo. Gospa Lisa mi je res kot družina. Ja. Nas je spraševala Rayli 44:9. Torej, v naslednjem posnetku Mackenzie in njena mama razpravljata o tem, kako smrti, ki se zgodijo kot posledica prometnih nesreč, ne bi smele šteti za umor. Samo zdi se mi, da bi morali biti ljudje, ki so obsojeni za umor, kot so tisti z orožjem in noži ter na senzacionalne načine,
v drugačni kategoriji kot tisti, ki povzročijo smrt v prometnih nesrečah. Naprimer tisti moški, ki je zbil gasilca na cesti in je bil obtožen ter obsojen za umor. On ne spada v isto kategorijo kot pravi morilci. Ampak kaj, zakaj, kakšen je bil njegov razlog? Saj ni, stvar pri tem je, kako so ti ljudje lahko obtoženi za umor, če pa ni bilo nobenega namena. Kakšen je razlog? Mora biti nek namen. Mora biti nek namen, da bi šlo za umor. Ja, kot tisti tic, ki je vozil, ni namerno zbil tistega gasilca. To je narobe. Kaj? Ja, to je To je kot uboj z vozilom. ali hujša oblika, ne hujša oblika. Hujši uboj z vozilom, ali? Ni bilo niti hujše oblike. Hujša oblika pomeni, da so vpletene še druge stvari, kot so droge in podobno. To je bil uboj z vozilom, za katerega bi moral biti tisti moški obtožen. Ja, ali pa uboj z malomarnosti, ali če je vozil prehitro, ne vem. Čudno je. Nekaj je narobe z našim sistemom, ker to ni umor. Pri umoru gre za naklep. Narediš ga namenoma. Ja, On tega ni naredil. to je tako žalostno. To imam v mislih. To bi moralo veljati za take fante. To bi moralo biti v drugi kategoriji kot dejanski nasilni, zlobni morilci, ki so dejansko krivi umora. To je noro. Ja, In Mackenzie prosi svojo mamo, naj ji pošlje fotografije, ki jih lahko vzame s seboj v zapor. Lahko imaš že vse, ne hodiš gor na 5 svojih in 5 njihovih. 5 svojih in 5 njihovih. Hetzlik doma. Mislim, Pošlji mi. najboljše slike mene in doma. Seveda. Jimmy Mar, tukaj je drugače. Tukaj imaš lahko kakršne koli slike. Seveda, ne sme biti drog ali kaj norega, kot so pištole, ampak takih slik tukaj ni. Ampak lahko pokažeš kožo na teh slikah. Ni tako, da tega ne bi smel. Ja, ker nisem mladoletna. Prav. Tako da lahko pošlješ, veš, Tvoje ramena, ljudje ne prenesejo golih ramen, Kenzie. vem, to je res grozna stvar. Ja. V tem naslednjem delu Mackenzie dejansko omeni, da je za trenutek izgubila zavest, kar je zanimivo, ker je Mackenzie to trdila tudi na sojenju. Tako čudno je, ker so ljudje tako napredovali, a smo še vedno tako ujeti v preteklosti. Zakaj ženske ne smemo pokazati svojih ramen? Naj pokažem ali naše rane. To je tako neumno. Okisala te bom nazaj torej, še enkrat? To ni ženski problem, to je moški problem. Spravite svoje fante v red. Boš povedala Rozi, da jo bom poklicala? Nisem popolnoma izgubila zavesti, bolj kot da bi trzala in se premikala. Čudno je, ker sem sedela. Sedela sem, ko sem izgubila zavest. To mi straši. V redu je, ker to ne obstaja. Testenine preprosto niso resnične. Ne, ni, resnično, prav. Torej nam ni treba skrbeti zaradi tega, ker če rečemo, da ni resnično, Ni resnično, prav. Ne pozabite, da se Mackenzie in njena mama dobro zavedata, da ju snemajo. Na neki točki ste omenili možnost, da bi lahko znana, slavna oseba pomagala Mackenzie. To je super, ker smo tako ali tako namesto kvaliteti v medije. Tako dobro, naj pride. O moj bog. zdaj ti še bili si. Torej počakaj, to je zdaj po vsem svetu, ker je današnja oddaja menda nacionalna novica. V redu, moram ti povedati še eno stvar. Kaj? Objavljeno je bilo v Angliji. V redu. Kaj? Da. To so svetovne novice. Mislim, da Daily Mail to objavi v vseh svojih publikacijah, ampak Združeno kraljestvo. To je Daily Mail. V Združenem kraljestvu. Morda se bo Kim Kardashian oblesila sama. To pravim, upam. Počasi prihajamo tja. To bi tako ali tako naredila, tako da je to super. In potem nas lahko preprosto kontaktirajo. Ja. Noro, punčka. Ne vem. Komu pišeš? Gospodična Lisa, tako sem žalostna. Rekla sem, tako zelo vas pogrešam, tako zelo vas potrebujem. Vesela sem, da se lahko pogovarjamo. Molila sem, ampak me vseeno žalosti. Ne vem, kako bi on dovolil, da se mi to zgodi, ampak ne bom izgubila moči za upanje. Rekla bom, da vas imam rada. Ja. Moraš ohraniti vero, prav?
O moj bog, on, Steve Chambo mi že odgovarja, kar me res vrže iz tira. Ti moški mi pišejo prehitro in to mi ni všeč. Torej, nekaj stvari glede tega. Kim Kardashian je prevzela več primerov zapornikov, za katere meni, da so bili po krivem obsojeni. Do danes ni pokazala nobenega zanimanja za primer Mackenzie Sherrilla. Družina Sherrill je šla v medije. Mackenzie je dala svoj prvi intervju o primeru v The Crash. Izrazila je obžalovanje, a potem v trenutku, ko verjetno ni pričakovala, da jo snemajo, Mackenzie, ki je vedno pazila na svojo podobo, je vprašala svojega odvetnika, kakšen vtis daje. Vse te telefonske klice iz zapora lahko poslušate in preberete disciplinske zapise Mackenzie Sherrilla v naši novi aplikaciji. Imenuje se Law and Crime Plus. Preverite jo. In to je vse za to epizodo Crime Fix. Jaz sem Anna Levy, najlepša hvala, da ste bili z mano. Se vidimo naslednjič.